tudi moja mama mi je rekla, ko sem pri 37 začel delati, no zdaj imaš pa normalno službo, ne. Usmerjati v to, da nič ni nemogočega, da si morajo želeti, da je samo ne bo meja in da je pa seveda potrebno trdo delo, vztrajnosti, ki te na koncu pripelje do tistega, kar si želiš. Nikoli ni prepozno. Leta so samo številka, šteje energija, tako na igrišču, kot tudi v poslovnem življenju. Ko pri nas sklenete zavarovanje, se podpišete pod več kot 270 projektov, zaradi katerih so naše skupnosti varnejše in lepše. Tako ste skupaj z nami podpisani pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav. Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Metro minutke. Danes je z mano Beno Lapajne, nekoč vrhunski športnik, danes pa direktor prodaje v družbi Triglav Investments. Pogovarjala se bova predvsem o tem, kako se po zaključenem uspešnem športnem poglavju začne pisati novo karierno zgodbo na povsem drugačnem področju. V njegovem primeru je bilo to bančništvo. Najbrž ne bom pretiravala, če rečem, da ste se zapisali v zgodovino slovenskega športa. Veljate za enega najboljših rokometnih vratarjev, sodelovali ste med drugim na olimpijskih igrah, svetovnih, evropskih prvenstvih in tako dalje. Pri 37 letih pa ste se upokojili. Kako danes gledate na to pestro obdobje? Res je, imel sem srečo v življenju in privilegij, da sem imel dobre mentorje, odlične trenerje, da ne naštevam vseh. Imel sem odlične soigralce, igral sem z najboljšimi igralci na svetu in mislim, da je to res bil en privilegij, ki mi je omogočil, da sem se toliko let, v mojem primeru 28 let, ukvarjal z rokometom. Začeli smo res na začetku, ko se Slovenija osamosvojila. Začetki so bili težki, imeli smo željo, imeli smo cilj in mislim, da smo uspešno tlakovali pot vsem nadaljnjim dosežkom slovenskega rokometa. Ste pa v preteklih intervjujih že povedali, da ste imeli ves čas v mislih, kaj boste počeli po koncu športne poti in tudi ves čas vzporedno študirali, kar vemo, da ob urnikih športnikov ni lahko. Se vam zdi, da je to v športu prej izjema kot pravilo? Jaz mislim, da zdaj ni več. Takrat, ko sem jaz začel študirati, to je bilo leta 91, so bili malo drugačni časi, ni bilo interneta, začel sem študirati pravo v Ljubljani. Potem je to malo trajalo, vmes sem se vpisal še na ekonomijo, vmes sem dobil še družino in vse, tako da sem na koncu vse skupaj uspešno končal, imam diplomo iz prava, iz ekonomije, bolonjski magisterij. Tako da jaz mislim, da je tudi tukaj en pokazatelj vztrajnosti in konsistentnosti, tako da če si človek postavi cilj, ne more zgrešiti. Kaj vas je pa pritegnilo v tej smeri? Se pravi, najprej pravo, potem ekonomija, potem kariera v bančništvu. Mislim, da ste tudi nekje rekli, da ste si v bistvu vedno želeli delati v bančništvu. Moj stric je bil eden od direktorjev na Banki Slovenije, tudi on je začel na blagajni, tako da en tak vzor mi je bil. Prišel je iz blagajne do mesta direktorja revizije, tako da vzori so tisti, ki vlečejo, tako da jaz tudi sam v svojem življenju želim tudi svojim otrokom biti vzor in jih usmerjati v to, da nič ni nemogočega, da si morajo želeti, da je samo ne bo meja in da je pa seveda potrebno trdo delo, vztrajnosti, ki te na koncu pripelje do tistega, kar si želiš. Športno okolje je precej specifično. Ta čustva, ki pač sledijo zmagam, pa doseganju težko osvojljivih ciljev, dolgi treningi in podobno, to se verjetno težko primerja s čimerkoli drugim, ne? Tako da me zanima, je bilo težko po zaključku športne kariere iti v normalno službo, seveda normalno v narekovajih, in ali vam to delo znotraj finančnega sveta danes ponuja vsaj primerljive izzive? Vsekakor, zmeraj si moraš postavljati nove cilje v športu, tako kot v življenju, in
Naslednji dan, ko sem šel na blagajno, na banko, sem si želel spoznati nekaj novega, se izobraziti, pridobivati licence. Tako da te cilji, ki si jih vse skozi postavljaš, so tisto gonilo v življenju. V športu je tako, da tisto, kar imaš danes, pa tudi v življenju, je posledica dela v preteklosti in kar boš imel jutri, je posledica dela sedaj, tako da nikoli se ne smeš ustaviti, meri moraš delati na sebi in ne jamrati, ker to nič ne pomaga. In mislim, da je ena taka dediščina iz športa, kar vsakmu športniku prenese potem v normalnem življenju. Tudi moja mama mi je rekla, ko sem pri 37 začel delati, no zdaj imaš pa normalno službo, ne? Je bila srečna, tako da ta vztrajnost in nepopustljivost, postavljanje ciljev, jaz včasih rečejo, da se športniki odrekamo nečem, ampak jaz mislim, da jaz nikoli nisem tega občutka, da se čemorkoli odrekam, ampak to je v bistvu investiranje v samega sebe, v prihodnost, tako da tudi zdaj delam v tej branži, kjer je osnova investiranje in mislim, da je to ena dobra povezava. Omenili ste strica, ki se je nekako preudarno vzpenjal po stopničkah v karieri. Enako ste vi počeli v športu in enako pravzaprav tudi v drugi karieri. Ne? Se pravi, začeli ste na bančnem okencu, pozneje vodili različne poslovne enote, zdaj ste direktor področja prodaje. In glede na to, da ste v to kariero vstopili relativno pozno, kot ste tudi prej poudarili, je to kar impresiven uspeh. No? In sigurno lahko kaj svetujete nekomu, ki razmišlja o menjavi kariere, sploh ne nujno športniku, ampak samo nekomu, ki se je zataknil, pa ga je strah, da je prestar, da je prepozno, karkoli drugega. Nikoli ni prepozno. Leta so samo številka, šteje energija, tako na igrišču, kot tudi v poslovnem življenju. Mislim, da so najpomembnejši odnosi, če so ljudje in v športu in kolektivu pristni, da lahko povejo svoje mnenje, da so lahko uspešni. Tudi jaz na svoji poklicni poti svoje sodelavce spodbujam, da izrazijo svoje mnenje, da so avtentični in da imajo res varno okolje, v katerem delajo, ker moje mnenje je, če se človek počuti na delovnem mestu ali ekipi sprejetega, slišenega, da je tudi uspešen lahko. Večja možnost je, da je uspešen. Se strinjam, ja. Prej ste omenili investiranje, pa bi mogoče vprašala, kako ocenjujete finančno pismenost Slovencev, koliko ljudi na splošno vejo o investiranju, naložbah, zavarovanjih in tako dalje. Se vam zdi, da je o tem potrebno več govoriti, mogoče tudi začeti z izobraževanjem bolj zgodaj? Vsekakor je še veliko prostora za napredek. Če samo pogledamo znesek sredstev, pogled v bankah, ki je zdaj skoraj 23 milijard, skupaj z depoziti skoraj več kot 28 milijard. Mislim, da smo Slovenci zelo varčni, znamo delati, privarčevati denar. Mogoče se pa malce zatakne pri samem plemenitenju tega premoženja. Včasih bi rekel, da smo zelo polarni, ali smo zelo konzervativni, ali pa ultra riskiramo, tako da ena taka umestna pot, jaz mislim, da baza mora biti. Tudi na samem študiju so nam profesorji, pač je osnova, majhen riziko, majhen dobiček, ne? Velik riziko, velik dobiček. Tako da neka taka konsistentnost, ko smo bili mi mladi, so bile nemške marke, vlaganje v stanovanja potem po letu 91. Tako da jaz mislim, da mi smo zelo mlada država in tukaj je še veliko prostora za napredek. Tudi sami v družbi organiziramo kar nekaj izobraževanj finančnega opismenjevanja, sodelujemo s kar nekaj pogodbenimi partnerji, bankami, kjer mislim, da delamo dobro delo, ker sem prepričan, da delamo strankam v korist, seveda tudi v svojo korist, ampak predvsem nam je na prvem mestu stranka in mislim, da res delamo dobre stranke.
Ko ste že omenili finančno opismenjevanje, v bistvu v skupini Triglav prav za športnike organizirate delavnice Kariera po karieri, ki so namenjene krepitvi finančnih veščin in oblikovanju strategije za gradnjo nove kariere po zaključku športne kariere. Lahko poveste malo več o tem? To je res en super projekt. Zelo sem vesel, da skupina Triglav razmišlja tudi o mladih, o športnikih in da pomaga na tem področju širiti znanje iz investiranja, zavarovanj in vseh teh stvari, tako da mladi mogoče nima čisto vseh informacij, ki bi jim lahko koristile v svojem življenju. Tako da tudi sami športniki, če pogledamo mogoče eno statistiko prve in druge nemške nogometne lige, da v roku 5 let okrog 40% igralcev finančno bankrotira. To je en tak podatek, kjer res mislim, da moramo delati na tem in zelo sem vesel res, da skupina Triglav razmišlja tudi v tej smeri. Kako bi pa lahko nasplošno vplivali na to, da bi mladi ljudje več razmišljali o financah pa investiranju, pa ne samo v smislu nekega hitrega bogatenja, ampak tako preudarno, pa kako nekako o tem govoriti v nespodbudnem, za marsikoga nespodbudnem okolju. No, veste, da imajo mladi težave, priti do strehe nad glavo in podobno, ki je šele investiranje. Tukaj mislim, da moramo tudi sami starši že od začetka dati ta znanja otrokom in začeti na pravilen način investirati, ker jaz mislim, da človek mora najprej sam zase poskrbeti za svojo finančno varnost. Tudi, jaz sem že v drugi polovici poslovne kariere treba tudi razmišljati o pokojnini in mislim, da z nekim pametnim investiranjem bi tudi sama država z nekim modelom lahko rešila samo pokojninsko vrzel in zapolnila to luknjo. Tako da mi smo v družbi na stališču, da je treba čim več pristopa do mladih, izvajamo izobraževanje tudi na osnovnih šolah, na fakulteti, tako da imamo veliko podcastov, tako da se probamo čim bolj približati mladim in jim na tak njim primeren način predstaviti, potem pa na koncu vsak sam odloči, v katero smer bo šel. Zdaj pa za konec še imate kakšno sporočilo za mlade športnike, ki so še na začetku svoje športne poti in ta hip ne razmišljajo o karieri po karieri? Moje mnenje je, da sem tudi na enem dogodku na Bledu povedal, da naj se šolajo, da morajo razmišljati o svoji izobrazbi, da morajo čim prej začeti varčevati za varno starost, prihodnost in da si nikoli ne smejo pustiti tega, da jim kdo omejuje njihove cilje. Tako da nikoli si ne smejo dopustiti, da si ne želijo biti na vrhu, ker vse je mogoče. Kdor ima cilj, najde pot.